Jaz sem vstala zjutraj in sem rekla, to je ta dan, ne? Danes se odpeljamo dan z 2 avtoma. Rada vozim tudi zato, ker vem, da odgovorno vozim, da sprejemam take odločitve, da minimaliziram neko tveganje za nesrečo. Zdaj, če bi pa zaupala 100% nekemu sistemu, verjetno v prihodnosti se bo zgodilo, da bom enkrat mogla, ampak nismo še tam. V bistvu bi povabila čim več mladih, da se udeležijo tekmovanja, tudi zaradi tega, ker s tem obnavljamo naše znanje, mogoče kaj novega se naučimo, kaj novega izvemo in v bistvu smo v dobri družbi in mogoče se nam celo kaj takega zgodi, kot se je meni. Tako da nasploh se mi zdi to super priložnost, da smo mladi še boljši varni vozniki, kot že smo. Matic, koliko je zdaj dober občutek zmagati tako derko znanja, bom rekel? Zdaj je fenomenalno, res, nor. Še kar se tresem, no. Ne znam povedati, le res. Najtežje, meni se zdi kar tale prva pomoč, no. Res je, moraš imeti neko znanje, ko ga moraš konstantno obnavljati, če ne enostavno padeš iz tega, ne. Skozi moraš obnavljati, če ne pozabiš. Tudi že res tradicija, ne. Mi s tem projektom predvsem dokazujemo, da mladi niso slabi vozniki, več od tega, ta tabu želimo preseči, to smo tudi dokazali. Tisto, kar mi teh mladih tukaj vidimo, da se vsako leto znova in znova presenetijo, koliko znajo, koliko so predani temu, da se zelo dobro zavedajo varne udeležbe v prometu. Tako da to je en tak pokazatelj res tega, ne. Dejansko je to en dogodek, ki je malo drugačen, kot smo jih vajeni, to ni tekmovanje na čas, ne, ampak je tekmovanje v nekem znanju, ne. To je razlika, ne, in znanje v prometu je pač seveda izredno pomembno. Kar se Forda tiče in tudi za Pumo, ki jo bomo danes podelili najboljšemu in najboljši, velja, da imajo v svojem DNK zapisu en genom, ki je izrazito avanturističen. Pri Pumi temu rečemo urbani pobeg. To pa ne pomeni, da dinamična vožnja ne more biti varna. In zato smo danes tudi tukaj in del te zgodbe, ker iskreno verjamemo, da je pomembno, da mladino naučimo varno voziti. Iskreno verjamemo, da bo to dvignilo nivo varnosti na slovenskih cestah, pa tudi splošno kulturo v prometu. Zavarovalnica Sava, moram reči, da pa iskreno se veliko trudimo vlagati nazaj in smo res družbeno odgovorna zavarovalnica in predvsem ta projekt se spomni 6 let nazaj, ko smo ga dobili prvič na mizo, se nam je že takrat zdel izjemno pomemben. Pa bom rekel, da tudi iskreno izjemno učinkovit v tem, kar je njegovo poslanstvo in to je preventiva pri mladih. Tako da smo se z veseljem prvič odzvali, z veseljem zdaj 6. in ne dvomim, da bomo tudi v prihodnje sodelovali skupaj z AMZS na tem področju. Na Agenciji za varnost prometa smo ponosni, da smo lahko partnerji tako pozitivnega in vedno širšega projekta. Ustvarjanje ambasadorjev varne vožnje, ozaveščanje mladih o dejavnikih tveganja v prometu je čudovita popotnica za dvig prometne kulture in to je to, kar si vsi državljani želimo. Opažam, da mladi z veseljem pridejo, so zelo zadovoljni tudi, ko zapuščajo to prizorišče in zdi se mi, da odhajajo tu bolj bogati z izkušnjami, znanjem. Tak dogodek je bil dobrodošel tudi za starejše voznike ali pa udeležene v cestnem prometu. Tudi ti bi se lahko marsikaj naučili in pridobili nova znanja. Danes na tem dogodku sem dejansko videla, kako mladi vozniki lahko koristno uporabijo znanja, ki jih pridobijo iz prve pomoči. To, da ne pomagaš poškodovanemu v nesreči, ni v redu. Mladi to znajo, pomagajo in vprašam se, ali bi sama tako znala. Tukaj dejansko to znanje prve pomoči lahko reši marsikakšno življenje.